Oj, otroci, nov dan, nova pravljica. Danes nosi naslov Zakaj na nebu le eno sonce žari. Nekoč, davno je že tega, je bilo na nebu povsem drugače. Pravijo, da ni svetilo le eno sonce, temveč kar 7. To so bili 4 sončni bratje in 3 sončne sestre. Zamislite si, kakšen direndaj je bil na nebu. 7 sonc se je igralo z oblaki, k igri pa so velikokrat povabili veter. Veter se je rad igral z njimi. Nagajivo je pihal v oblake, na katerih so jezdili sončni bratje in sestre. Včasih je zapihal tako močno, da je katerega odneslo daleč po Mlečni cesti vse do Luninega domovanja. Luna, ki je takrat počivala, se je hudo jezila na sonca, oblake in veter, tarnala. Nekdo bo moral narediti na nebu red. Tako ne gre več naprej. Na nebu je bilo takrat veliko smeha. In če je postala igra preveč razposajena, so oblaki spustili dež in ohladili nagajivce. Sončni bratje in sestre so greli zemljo s svojimi žarki, nagajali ljudem, živalim in rastlinam. Potovali so na druge planete, se spuščali vse do Mavrice in iskali mavrične zaklade. Kljub temu, da je bilo na nebu 7 sonc, pa na zemlji ni bilo vse v redu. Luna je skrbela za noč, sonca pa so bila preveč razigrana in so včasih kar pozabila na zemljo, na rastline, živali in ljudi. Podila so se po vesolju, skakala od enega do drugega planeta, vznemirjala komete, na zemlji pa ni bilo njihove svetlobe in toplote. Zemlja in njeni prebivalci so bili veliko časa v temi. Ljudje so tarnali, rastline niso rastle in živali so se polenile, ker so preveč spale. Luna je razmišljala, kaj naj naredi, in se je domislila. Na sestanek je poklicala oblake, veter, dež, Mavrico, grom, blisk in vse ostale planete v vesolju. Luna je najprej okregala oblake in veter. Tudi vi povzročate nered na nebu, ker se podite z njimi in sodelujete pri vseh njihovih neumnostih. To bo potrebno spremeniti. Vsi so se strinjali z njo. Oblake in veter pa je postalo kar malo sram. Zgovarjali so se kot mali otroci, a ko sta se grom in blisk razjezila, so le utihnili in priznali svoj del krivde. Gromu in blisku se vendar ne da oporekati. Kar pomislite, kako izgleda na nebu, ko se razkurita. Modrovali so in modrovali, a prave rešitve niso našli. Sončni bratje in sestre pa so oddaleč opazovali in prisluškovali pogovorom. Ko so slišali grom in blisk, kako sta se razjezila, so pobegnili daleč po Rimski cesti v vesolje. Vsi prestrašeni so začeli razmišljati o svojem početju in so kmalu ugotovili, da se bo potrebno poboljšati, ker se na zemlji in na nebu vsi pritožujejo nad njimi. Odločili so se, da se pridružijo pogovoru z ostalimi in da jim bodo obljubili, da se poboljšajo. Spustili so se do njih, ki so se stankovali in modrovali, še prej pa so se tesno objeli in drug drugemu dajali pogum, saj jih je bilo pošteno strah, predvsem groma in bliska. Kako so bili vsi hudi na njih. Le Mavrica, ki je bila med vsemi najbolj mila in nežna, jih je poskušala zagovarjati,
a je morala zaradi groma in bliska popustiti. Povedali so jim, kaj vse je zaradi njih narobe na zemlji in na nebu, da se ljudje jezijo, rastline ne rastejo in da se na nebu prav vsi pritožujejo. Sončni bratje in sestre so se še bolj tesno objeli, prepletli svoje žarke, takrat pa sta se oglasila še grom in blisk. Najprej je močno zagrmelo in nato je še blisk razparal nebo. Sončni bratje in sestre so se tako ustrašili, da so ostali za vedno objeti. Od takrat na nebu žari le eno sonce, a če dobro pogledamo in se prepustimo domišljiji, še danes lahko vidimo vseh 7 sončnih bratov in sester, kako tesno se objemajo, ker se imajo radi. Na zemlji in na nebu naj bi bilo od takrat lepše in bolje, a meni se dozdeva, da moramo biti boljši le mi ljudje, da bo na zemlji in nebu vsem dobro in lepo. Dragi otroci, vam je bila moja pravljica všeč? Če vam je bila, jo všečkajte in se naročite na moj kanal. Adijo, se vidimo!